Festival grafitov je v Mariboru privabil domače in tuje ustvarjalce urbane umetnosti. Organizatorji želijo grafite približati širši javnosti ter opozoriti na njihov pomen v sodobnem urbanem prostoru. Festival grafitov v Mariboru je bil izbran v okviru participativnega proračuna Mestne občine Maribor. In v bistvu želimo ulični umetnosti dati prostor, da se predstavi tudi v Mariboru, in si želimo, da bi takšne festivale lahko organizirali tudi v prihodnje. Pa želimo tudi, da se grafitiranje uveljavi kot umetnost in ne samo kot vandalizem, kot ga pogosto ljudje enačijo. Želja organizatorjev je, da bi festival zaživel tudi v prihodnjih letih. Načrtujem, da bi vsako leto organizirali tak nek festival. Saj smo zdaj nekako prišli končno na mapo, tudi lokalno. In zdaj hoče tudi razširiti malo bolj regionalno. Zdaj nam pač tudi pomaga iz Hrvaške kolegi. Rad pa bi še razširil, da bi bili tudi na evropski ravni. Občina in MKC-om zelo dobro sodelujemo. Izbiramo tudi primerne lokacije za legalne zidove. Smo uspešno tudi dobili 3 zidove, ker imamo možnost vaditi, popolniti svoj stil, da potem tudi lahko na teh festivalih pokažemo, kaj smo se naučili, da nismo samo neki lokalni grafiterji, da smo tudi lahko prepoznavni. Festival je združil več uveljavljenih imen grafiterske scene. Nekako najbolj regionalno znan je Lunar, ljubljanski Boris, potem tudi imamo Postera iz Hrvaške, Smeka, Travisa, kar dosti lokalnih je, mislim, regionalno iz Hrvaške. Med sodelujočimi je bil tudi lokalni grafiter, ki je ustvaril poslikavo z motivom labodov. Zanimalo nas je, od kod črpa navdih za svoje ustvarjanje. Navdihuje me v bistvu vse skozi življenje. Ni za neke stvari, ki bi me posebej navdihovala, lahko te navdihne, ne vem, mimoidoči vlak ali pa oblaki ali pa karkoli v bistvu. Navdihe treba najti v vsem življenju. Koliko časa pa je potrebnega za nastanek večje stenske poslikave? Spet odvisno, kak je kompleksna, ampak ne vem, 5-6 ur najmanj po moje, pa lahko vedo neskončno skoraj. Pri ustvarjanju pa ne uporablja le sprejev. Včasih tudi čopiče, pa različne akrilne barve ali pa karkoli, ne vem, v raznih medijih delam, tako da različne stvari uporabljam. Čeprav so grafiti pogosta tarča prekrivanja ali uničenja, med ustvarjalci veljajo določena pravila. Načeloma je tako neko pravilo, da tisto, kar je nekako narisano, da se tudi ne uničuje. Ja. Tako da se potem trudim. Jaz tudi sem povezan z njimi, komuniciram z njimi, tudi povem, kar lahko, kar ne. Tako da potem imamo tudi to neko normalno komunikacijo in se potem tudi trudimo, da ostaja to, kar je narisano. Ampak tudi nova generacija prihaja, tako da tudi oni potem nekako na novo svoje hočejo pokazati. Vandalizem se vidi, da je namensko poškodovanje nekega objekta ali pa stene, ni da bi oplemenitilo prostor, ampak da ga še bolj degradira. Barve so se posušile, sporočila na stenah pa ostajajo. Grafiti bodo tudi po koncu festivala mimoidoče opominjali, da lahko umetnost najde prostor tudi zunaj galerij.